V petek smo se odzvali povabilu na odprtje likovne razstave z naslovom Odsevi izvora samostojne likovne ustvarjalke Mojce Pintar. Večini nam je morda bolj poznana kot učiteljica likovne umetnosti na osnovni šoli Medvode. Glede na to, da bo razstava odprta do konca oktobra, več o njej v prihodnji informativni oddaji, danes pa več o razstavi skupine ročnih del Društva upokojencev Medvode, ki je od torka pa vse do 3. oktobra na ogled v Medvoški knjižnici. Skupina za ročna dela je s svojim druženjem pod okriljem Društva upokojencev Medvode začela že pred več kot 3 desetletji. Več kot 35 let je, ko so se ljubiteljice ročnih del, šlo je predvsem za pletenje, kvačkanje in vezenje, začele enkrat tedensko zbirati v društvenih prostorih. Kot pravijo, skupina združuje enako misleče, ki s spretnostjo svojih rok ohranjajo tradicijo ročnih del in ustvarjajo nepozabne izdelke. Pletejo v raznih vzorcih, ustvarjajo v različnih tehnikah, slikajo na različne podlage, kot rdečo nit pa so si izbrale otroške copatke za medvoške novorojenčke. Nas je 20 oziroma še več kot 20 stalnih članic. Smo v glavnem upokojenke, ena gospa se nam pa priključi tudi in pride iz službe. Sestajamo se od 4 do 6, včasih kakšno uro dlje, včasih manj, kakor pač nanese. Več ali manj delamo, ustvarjamo pač vse z rokami, nekaj delamo tudi doma. Najraje štrikamo, jaz osebno recimo delam otroške copatke za novorojenčke iz občine Medvode. Letos recimo sem napisala še en vers, ki ga damo zraven v škatlo. Skupaj s čestitko ga novorojenček oziroma starši dobijo ob prvem prihodu patronažne sestre. Letošnjo razstavo so pripravili v spomin na prezgodaj preminulo Majdo Tratar, ki je skupino za ročna dela vodila zadnja leta, ko so tradiciji dodale še druga, kot pravijo, novodobna ročna dela. Svojo predanostjo, toplino in ustvarjalnim duhom je v skupini pustila neizbrisen pečat. Prav na njeno pobudo je skupina za ročna dela začela tudi organizirati vsakoletno razstavo v knjižnici. Prva je bila že leta 2012. Za svoje predano delo je Majda Tratar leta 2018 prejela tudi plaketo občine Medvode. 8 let, ko sem se priključila skupini ročnih del v Medvodah, sprejela me je Majda, zelo vesela, da pač smo novi člani in takoj smo nekako začutili isto valovno dolžino. Zelo rada nam je predajala svoje znanje, vključila se je še celo v kleklarski tečaj, da nam je potem tudi pokazala, ampak tega žal nismo osvojili. Tako da zelo rada je predajala svoje znanje. Med tokrat razstavljenimi deli so tudi njeni izdelki. Hkrati je padla obljuba, da bodo ohranile tradicijo druženja, ustvarjanja in prepletanja novih idej. Težko je bilo v bistvu, ko je ona nekako jo pač dohitela ta bolezen, je predala prvo žezlo, tako rekoč, in je rekla, boste vsem nam, in boste to nadaljevale. Dragici Bartelaničovi je rekla, a bi to prevzela. Je ona rekla, ja, ampak ne bom sama, naj bo še kdo drug zraven. In potem so mene prosili, a bi ti tudi prevzela saj dela. No in sem potem rekla, v redu, bom pač pomagala pri določenih organizacijskih zadevah, pri določenih tekstih, ki jih je pač potrebno napisati in tudi mogoče pri novih idejah. Tudi zato letošnja razstava nosi naslov Tako so delale naše babice in tako delamo tudi mi, s podnaslovom Staro s pridihom modernega. Te naslovi, ne vem, nekako mi ideja pride kar sama, nekako me poišče in ko sem razmišljala, kako bi dala naslov tem razstavi,
sem se nekako usedla k mizi in začela razmišljati in je, ne vem, rokami kar sama začela pisati in sem rekla, to bo najboljše. Rdeča nit mogoče tega je vsega pomalo oziroma prikaz vsega, s čimer se ukvarjate ali kako bi rekli? Ja, lahko bi rekli, da je zelo pisana razstava. Nekateri niso mogoče navdušeni, ker je preveč vsega, ampak dejansko je to odraz nas samih, naših članic. Vsaka je pač za nekaj nespecializirana, nekaj rada dela in je dober, ker nas je toliko, da pač prikažemo vse. Članice s spretnostjo svojih rok ohranjajo bogato tradicijo naših babic, hkrati pa ji dodajajo sodobne oblike in izraze. Poleg spretnosti, ki se prenašajo iz roda v rod, se v skupini torej spopadajo tudi z novimi izzivi, novimi tehnikami in novimi materiali. Zelo rada te drobne zadeve delam, kakšne drobne srčke ali drobne klobučke. Rada delam tudi te copatke, čeprav se s temi copatki malo dalj zamotim. Rada tudi kvačkam, recimo prtičke podobne, kot ste jih videli tu na razstavi. Rada tudi slikam, to zgleda imam po moji mami. Mama je tudi šivala, rada delala, rada slikala, ampak ni za vse časa. Tokratna razstava je torej pester prikaz ustvarjalnosti vsake izmed članic skupine. Kaj izmed teh izdelkov je tudi vaše delo? Moje delo so te torbice, ki tukaj visijo, ogrlice, potem imam tam še neke šapke in vazice, punčke in predvsem imam pa še doma. Povejte, kdo vas je navdušil za takole ročno delo? Navdušila sem se čisto sama, ko sem šla v pokoj. Pač, ko imam hišo in imam njivo, ko grem na počitek, se za mizo usedem in začnem ustvarjati. Kaj vam torej pomeni takole ustvarjanje? Kaj mi pomeni? Prvič veselje, drugič sem zelo zadovoljna, da je to meni ratalo brez kakršnekoli pomoči, da ustvarim to sama. Seveda vsi izdelki ne ratajo, vendar veliko pa. Mislim, da imate za tele torbice kar kakšno ponudbo, se motim? Ja, do zdaj sem jih naredila 8, nekaj sem jih tudi podarila hčerki, eno imam pa zase. Kako pa ste prišli do te ideje oziroma kdo je bil pobudnik? Videla sem na Facebooku, kako so delali, sem rekla, kaj če bi se to polotila. Prva ni bila tako kvalitetna, vendar se sproti učim. Vsaka naslednja je boljša. Odprtje razstave, ki bo na ogled do 3. oktobra, so s petjem in glasbo popestrili pevski zbor Društvo upokojencev Medvode Sončna jesen, kvartet 3 harmonikašev in harmonikašice in Marko Sušnik z obuditvijo Zimzelenih popevk. Posebej čusten pa je bil valček, zaigran v spomin ženi Majdi. Je pa to valček zadnji, ki so zaplesali. Na odprtju razstave so se medvoškim upokojencem pridružili tudi člani pobratenega društva upokojencev iz Kočevja.